Poznate rek, brez podatkov si le še ena oseba z mnenjem? Dejstvo, da je avtor reka Edward Deming, ki ga bolj poznamo po krogu kakovosti PDCA, zgovorno priča o tem, da je iskanje kakovosti tesno povezano z zbiranjem in interpretacijo podatkov. Podatki so ključna podlaga za uvajanje izboljšav. Pomembno je, da jih zbiramo z namenom kritične refleksije doseganja zastavljenih ciljev. Če želimo, da so naše odločitve dobre, morajo temeljiti na objektivnih, raznovrstnih in natančnih podatkih. Tukaj se pokaže prva past. Če se zanašamo samo na tisto, kar zlahka objektivno in natančno merimo, lahko hitro spregledamo pomembne informacije, naši zaključki pa so v najboljšem primeru nepopolni, v najslabšem pa napačni. Več o pravilni rabi podatkov najlažje pokažemo skozi različne izzive, na katere lahko naletimo. Pri načrtovanju se lotimo prevelike količine podatkov, iz katerih ne uspemo izluščiti informacij. Podatki, ki jih zbiramo, so lahko pristranski. Naprimer, če anketiramo samo učitelje, morda ne bomo dobili celovite slike o šolski praksi. Pomembno je, da upoštevamo različne perspektive. Zato je pogosto dobro primerjati več virov podatkov in ugotavljati, ali nam pokažejo isto sliko. Če so podatki slabe kakovosti, naprimer nejasni ali nepopolni, lahko to vpliva na zanesljivost naše analize. Pomembno je, da zbiramo kakovostne podatke in za cilje naše analize relevantne podatke. Če se osredotočimo samo na številke, naprimer rezultate testov, lahko spregledamo tiste plati šolske prakse, ki jih številke ne odrazijo. Zato potrebujemo tudi kvalitativne podatke. Če spremljamo samo zaželeno področje učinkov izboljšav, lahko spregledamo nepričakovane na drugih področjih. Zato je pomembno, da spremljamo učinke dovolj široko. Če ne poznamo konteksta, v katerem so bili zbrani podatki, lahko spregledamo pomembne vzorce ali trende. Pravilna interpretacija lahko izvira le iz dobrega poznavanja vseh okoliščin, v katerih so bili zbrani podatki. Če sklepamo na podlagi posamičnih, sicer zanimivih primerov, lahko pridemo do napačnih posplošitev ali ugotovitev. Nenazadnje omenimo, da mora vsako delovanje na področju medčloveških odnosov, kot so tudi odnosi v šoli ali vrtcu, temeljiti na etičnih načelih. Pomembno je spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. S sistematičnim pristopom k uporabi podatkov strokovne delavce in ravnatelje spodbudimo, da postanejo raziskovalci lastne prakse. Gre za proces, v katerem se soočajo z lastnimi izzivi, analizirajo rezultate in na podlagi tega izboljšujejo svoje delo. Želimo vam uspešno rabo podatkov.